V zadnjem letu smo na klepetu kavico v celoti zamenjali z ekozelenjem, ki je mešanica konkretne doze klorofila in acerole. Ena od sestavin, ki jih vsebuje, je tudi ekološka ječmenova trava, ki, pazite to, vsebuje več kalcija kot kravje mleko in tudi velike količine železa, vitamina C, vitaminov B6 in B12, aminokislin in encimov. Če smo natančni, ječmenova trava ima 11-krat več kalcija in 30-krat več vitamina B1 kot kravje mleko, 5-krat več železa in kar 7-krat več karotenov, kot ga ima špinača, ter 7-krat več vitamina C, kot ga je v pomarančah. Vsebuje tudi 80 mikrogramov vitamina B12, ki ga primanjkuje vedno več ljudem. Med drugim uravnava tudi sladkor v krvi, nevtralizira toksine, čisti jetra, obenem pa pomaga telesu pri ponovnem vzpostavljanju po najrazličnejših odvisnostih. Znanstveniki so celo potrdili, da pomaga obnavljati poškodovane DNA celice, deluje kot lovilec prostih radikalov v krvi, izboljšuje stanje kože, pomaga pri aknah, ekcemih, rozaciji, kuperozi, luskavici, razjedah, obenem pa pomaga pri izgubi telesne teže. Zelo prav pride seveda tudi pri zakisanosti telesa, za katere vemo, da je zaradi sodobnega načina življenja prisotna pri konkretnem deležu prebivalstva. Ima namreč alkalizirajoč učinek, ki uravnava pH telesa. Zakaj je pomembno, da vzpostavimo bazično okolje in kako nam pri tem pomagajo zelena živila, pa nam je povedala certificirana nutricionistka Jelena Dimitrijevič. Moramo ustvariti bolj bazično okolje, ker glivice, paraziti, vse tiste mikroorganizmi se razvijajo bolj v kislem okolju. Zaradi tega je tudi poudarek, da je 60–70% prehrane bolj sadje, zelenjava, bazična hrana. Tekočine je treba res veliko spiti, je treba res zmanjšati ta stres, ki supresira tudi delovanje imunskega sistema in vpliva na mikrobioto, težke kovine, toksične snovi, tega se je treba znebiti, zaradi tega govorimo tudi o razstrupljanju hkrati, zaradi tega zelene stvari so fajn, tudi v klepetu ob kavi ima to fajn, mešanico eko-zelenje. To so dobre stvari, ker čim več klorofila bomo imeli manj vneti, se bo ustvarilo tudi boljše okolje v našem telesu. No, kislost oziroma bazičnost snovi merimo s pH lestvico z enotami od 0 do 14, pri čemer je vsaka enota 10-krat večja od prejšnje. Optimalna pH vrednost telesa je 7,1 do 7,5. Jasmina, ki nam je pokazala svojo testirno paličico za merjenje pH-ja, ima recimo te vrednosti res super urejene, ne? Poglejte vi to. In optimalna pH vrednost telesa je 7,1 do 7,5. Nižje pH vrednosti torej pomenijo večjo zakisanost, višje pH vrednosti pa višjo bazičnost. Alkalne tekočine, torej pH nad 7, absorbirajo kisik, kisle pa ga želijo eliminirati. Zdaj, malo alkalna tekočina seveda lahko absorbira več kot 100-krat več kisika kot malo kisla tekočina. Skratka, poskrbite seveda za svojo alkalizacijo telesa in preverite našo spletno stran klepetobkavi.si za več napotkov.